Mediji vam naravnost lažejo glede te Bitcoin rasti. In danes bomo izpostavili še en tak primer. Torej, danes bomo govorili o tem članku tukaj. To je na ambcrypto.com. In ta članek govori o tem, kako se bo volatilnost vrnila na kriptotrg. Objavljen je bil 25. marca, to si je dobro zapomniti, in predvsem govori o tem, kako so se speče denarnice začele prebujati zadnje čase. Torej, precej denarnic, ki so bile speče zadnji 2 leti, se je začelo prebujati in so začele pomikati Bitcoin. Zdaj, to morda zame ni neka dobra novica, sigurno pomikajo z namenom, da bi prodali, ampak to je pač moje mnenje. Pojdimo naprej po tem članku. Tukaj imajo en graf, ki prikazuje nerealizirane profite ali izgube. In ta graf je ok, se popolnoma sklada, sem ga tudi sam preveril. Ob čimer sem se pa jaz največ začudil, je bil pa naslednji graf. Naslov tukaj zgoraj, hiti še vedno akumulirajo. In spodaj tale graf tukaj, to je število denarnic, ki ima več kot 1000 bitcoinov. Zdaj ta graf, če se morda spomnite, jaz kar precejkrat spremljam. Sicer oni imajo od Glassnode, jaz ga spremljam ponavadi na Look into Bitcoin. No in sem imel tudi namen narediti video prav o tem grafu, ampak to prav iz drugačnega razloga, kot oni omenjajo tukaj. In kar je mene naravnost razjezilo, je, da je ta graf tukaj naravnost ena grda velika laž. Zakaj? Zato, ker je nalašč odsekan na točno tej točki, da prikazuje samo tale spike oziroma samo tole špico sem gor. Ker če pogledamo ta pravi graf, to je zdaj na lookintobitcoin.com, vidimo tukaj, da ja, imamo tale spike, ampak vse od takrat naprej je to število padalo. Ampak dajmo biti pošteni. Morda imajo na Glassnode kaj drugače in zato sem poiskal graf prav tam na njihovi spletni strani. Dajmo si pogledati. No in to je zdaj graf na glassnode.com. In kot vidimo tukaj, je slika čisto ista kot na lookintobitcoin.com. Število denarnic z več kot 1000 bitcoini je doseglo vrhunec tukaj. To je bilo na 27. februar 2024. Cena bitcoina je bila takrat 57 000. In od takrat naprej je to število padalo. In omenjen je tudi datum, kdaj so to gledali, to je bil 23. marec. Torej v članku je omenjeno, kdaj so gledali tale graf, torej 23. marca. In tukaj kaže, da naj bi bilo število denarnic 2086. Niti tega niso točno zapisali. Ker če gremo nazaj na članek, tukaj pišejo, da je število denarnic, ki ima več kot 1000 bitcoinov na sebi, skočilo na 1616 na 23. marec, takrat, ko naj bi tole gledali. In ta graf je nalašč nastavljen tukaj, kot da se akumulacija še vedno izvaja. Pa se ne, veliki fantje prodajajo. In prodajajo na podlagi vašega denarja, na podlagi denarja, ki ga vlagate vi zdaj notri. In ta članek je čista lažna propaganda, da vi to delate še naprej. Medtem ko ta veliki hodijo ven iz trga. Stvar, da sem izpostavil ta članek, je tudi ta, da ga je imel en slovenski YouTuber v svojem videu. Seveda je bilo govora, gledajte to gre samo gor, ki ti samo akumulirajo. Ampak kot sem jaz zdaj predstavil na dejanskih grafih, je zgodba čisto drugačna. In sem komentiral pod ta video od tega YouTuberja, ampak moj komentar je bil zelo kmalu potem odstranjen. Zdaj, vprašanje, ki se mi vedno bolj postavlja, je, zakaj bi nekdo to naredil. Zakaj bi nekdo odsekal graf točno in samo do te točke, ko se kaže rast, in prikril nadaljevanje grafa, kjer je zelo očiten padec. Vedno pa je tako, bodite previdni, sploh pri medijih. Ponavadi je pač tako, ko mediji začnejo nekaj propagirati, je dobro delati ravno nasprotno. Ampak bodite previdni, izobrazite se, vedno pojdite preverjati podatke na svojo pest, da vas ne zavedajo take slike, kot je na primer tale tukaj,
in učite se. Me pa zanima vaše mnenje, zakaj bi nekdo to delal? Mislite, da se gre za kakšno propagando? Zato, da ta veliki lahko grejo ven z dobički? Jaz sem vsekakor takega mišljenja. Bomo pa videli, kako se bodo stvari iztekle skozi čas. No, na tem mestu bi se rad zahvalil še vsem patronom, ki s svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju tegale kanala. Če bi morda tudi vi želeli postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu videa in pripetem komentarju. In ja, seveda v zameno dobite tudi dostop do dodatnih vsebin. S prvim paketom dobite dostop do mojega dnevnika tehničnih analiz, kjer ne spremljamo samo kripta, ampak tudi ostale trge. S drugim paketom pa dobite dostop tudi do Discorda, ki je kar lepo zaživel. Tam si delimo ideje, izmenjujemo mnenja in spremljamo kripto na manjših časovnih intervalih. Poleg tega pa lahko patroni tudi koristijo popust na moji spletni trgovini. Vse, kar so do časa nakupa prispevali preko Patreona, lahko uporabijo kot dobroimetje. In nekateri lahko tako tudi nakupujejo zastonj. No in ko smo že pri spletni trgovini, ne je pozabiti obiskati. Tam je že kar nekaj indikatorjev, imamo naprednejši RSI, naprednejši MFI, kjer je združenih več indikatorjev v enega, kar vam tudi prišpara na prostoru. Imamo RSI, ki se prikazuje direktno na svečkah in imamo tudi MFI, ki se prikazuje direktno na svečkah. Poleg tega pa je tukaj tudi ARI, to je indikator, ki sem ga spisal povsem jaz. Je kompletno na podlagi moje ideje, ker sem blazno pogrešal en indikator, ki bi kazal, kam na kriptotrgu se pretaka denar. In to vam v bistvu zelo lepo mapira in prikazuje, kam se pretaka denar, ali se pretaka v Bitcoin, ali v altcoine, ali v stablecoine. Hvala vam tudi, da ste si video gledali do konca. Dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Seveda bom vesel tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Zdaj pa mene zanima, kaj si vi mislite o tej analizi? Zakaj mislite, da bi mediji lagali? Vse to me zelo zanima, kot tudi očitno ostale, zato kar komentirajte spodaj pod videom. In seveda bom z veseljem tudi podebatiral z vami. No pa si poglejmo še malo, kakšni videi, ki sledijo. Zagotovo so še kakšne medijske laži, ki jih bomo razkrivali na tem kanalu. Bitcoin, njegovo gibanje cene je kar turbulentno. Tudi to bomo razkrivali na tem kanalu, kam bi se znalo to gibanje cene premakniti. Zaenkrat smo se odbili od ene zelo pomembne meje, kar bi morda lahko tudi nakazovalo na medvedji preobrat. No, kakorkoli že, vse to bomo skrbno spremljali, da pa ne zamudite kakšnega videa, je najboljše, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje, da vas bo YouTube o novem videu takoj obvestil. In to takoj, čim ga naložim. Hvala vam za pozornost, želim vam lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.